Spoštovani božji ljudje, spoštovani vsi ljudje dobre volje, ki hočete dobro, smo že pri naši tretji oddaji o Antikristu, povezavi z današnjim časom, s profesorjem doktorjem Ivanom Pojavnikom. Spoštovani gospod profesor, lepo pozdravljeni. Prisrčno pozdravljeni tudi vi in vsi gledalci in poslušalci. Naj nas vodi Božja modrost pri tej težki snovi, skrivnostni snovi. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj, amen. Če midva nadaljujemo to obsežno temo, ki ne vidimo pravega konca v naši oddaji Na robu znanega, tema, ki ni pogosta na televizijah. Govorila sva o Antikristu in predvsem o duhu Antikrista, ki je v posameznih ljudeh, da je ta boj med dobrim in zlim prisoten ta trenutek in da tudi v zgodovini sveta in človeštva prisoten, in da vsi tisti, ki delajo z duhom Antikrista, so pravzaprav na tej strani nasprotni Gospodu Jezusu Kristusu, njegovemu odrešenju, in da so te stvari tudi v Svetem pismu. Omenjala sva knjigo preroka Danijela in tam tiste glave, ki gredo, oziroma tudi iz knjige Razodetja, tiste glave, ki izhajajo iz te zveri, imajo vsako svoj pomen. Zadnjič ste nekaj omenil, da bi bilo potrebno še povedati nekaj o teh glavah, ki izrastejo iz te zveri oziroma iz tega kraljestva potem. Da, tukaj imamo dinamiko zla, ki je rasla v zgodovini in ki bo, kakor napoveduje ta zadnja knjiga Svetega pisma, torej skrivno razodetje Apokalipsa, dosegla svoj vrhunec v času apokalipse. Torej gre za dinamiko zla, ki se odvija v zgodovini, in dinamiko dobrega, ki se vedno spopadata v zgodovini, dinamika dobrega in dinamika zla. Torej Božje mesto Jeruzalem in torej Babilon, hudičevo mesto. In to bo doseglo svoj vrhunec v apokalipsi. In tukaj imamo razodetje apostola Janeza. Če ne bi bilo tega razodetja, bi mi ne vedeli ničesar o tej globoki dinamiki, torej bodisi dobrega, bodisi zlega. Torej zadnjič sem omenjal teh 7 glav, začel sem pri prvi glavi, tiste zveri podobne panterju, pa tudi ognjeno rdeči zmaj ima torej 7 glav pa 10 rogov. Omenjal sem prvo glavo, ki napada torej viro, krepost Božje vire, in to je torej napuh razuma uničuje viro, racionalizem, čaščenje Boga razuma. Potem sem omenjal drugo glavo, ki napada Božjo krepost upanja, torej to je sistematično širjenje nečistosti, ki ga srečujemo vse povsod, na vsakem koraku, torej v današnjem svetu. In potem bi danes omenil tretjo glavo, lakomnost. Lakomnost, ki napada Božjo krepost ljubezni. Lakomnost je sorazmerna z napuhom. Torej, ko ljudje izgubijo neskončnega in večnega Boga, neskončno dobrino, in ker je duša ustvarjena za neskončnega Boga, ko se obrne temu svetu, torej jo muči nenasitna lakomnost, pohlep po zemeljskih dobrinah in čaščenje Boga denarja. Torej ta glava je strašna, ker kakor vidimo to čaščenje Boga denarja, kako je močno razvito v današnjem svetu. Potem imamo 4 naslednje glave, ki napadajo 4 glavne moralne kreposti. 4 glavne moralne kreposti, kaj so to? Pravičnost, ljubezen,
Katere so glavne kreposti? Torej, glavne moralne kreposti so, ki v kristjanu so nadnaravne in naravne, v ostalih ljudeh so naravne kreposti, moralne glavne. In sicer so razumnost, pravičnost, srčnost in zmirnost. Zdaj, glava jeze napada razumnost in pospešuje torej kult razdora in razdeljenosti. In to vidimo, kakšna razdeljenost je vstopila torej v današnji svet, tudi v zvezi s to boleznijo, ki se je razširila po vsem svetu, kako je tukaj načelo divide et impera, kako smo zdaj že ljudje razdeljeni skupnosti, pa tudi cerkvene skupnosti v nekem smislu. Potem glava lenobe, ki pospešuje oziroma napada krepost srčnosti. Torej tukaj kult strahu, kult tega malika strahu in potem javnega mnenja. Torej, da človek postane suženj javnega mnenja. Torej, to velika moč tudi mas medijev po vsem svetu, ki gospodujejo torej, z javnim mnenjem. In Pavel VI je rekel, da javno mnenje je neimenovana kraljica sveta. Torej, on rekel Pavel VI. Potem glava nevošljivosti, ki napada krepost pravičnosti. Torej, in tukaj kult malika nasilja in vojn. Torej, ta kult boga Marsa se je zopet vrnil, torej v neki drugi obliki, se je vrnil v današnji svet, v moderni Babilon. In potem še zadnja glava, glava pozrešnosti, ki napada krepost mirnosti. In tukaj vidimo pohod uživaštva, materializma in ugodja. Torej, zato ta dinamika teh glav, torej to sistematično pospeševanje teh 7 glavnih zlodejnosti ali pregreh, to je nekaj takega, kar še ni bilo v zgodovini in zbuja strah pogled na te torej 2 zveri ognjenega rdečega zmaja, torej in potem to zver podobno panterju, ki sistematično širita teh 7 glavnih zlodejnosti in potem 10 rogov rušenje dekaloga. In ko je Janez Pavel II. Bil leta 2000 v Izraelu, potem tudi v Egiptu, se ustavil tudi na Sinaju, pod to goro, kjer je Bog dal 10 božjih zapovedi Mojzesu in ljudstvu, ki je šlo iz Egipta, Exodus, vaše ime, vaše televizije Exodus, torej to ljudstvo je šlo iz Egipta, Exodus. Torej tukaj pod to goro Sinaj je Janez Pavel izjavil tole: 10 zapovedi, to niso tiransko vsiljene nekega gospoda, tiranskega gospoda, ampak so edina prihodnost človeške družine, ker rešijo človeka pred uničevalno močjo sebičnosti, sovraštva in laži. Torej, zato civilizacija stoji ali pa pade ravno v zvezi s temi 10 božjimi zapovedi, ki določajo torej osebno, svobodno dinamiko človeka, družbe, narodov in človeštva. So temeljni zakoni dinamike. Vi ste omenili ta duhovni odpad od Boga in potem tudi v grešnih nagnjenih oziroma napad na nadnaravne kreposti, vero, upanje, ljubezen in pa potem na naravne kreposti, ki bi jih naj mi ohranjali ravno s hojo za Bogom. In vso to napako mi popravimo tako, da se vrnemo nazaj k Bogu in se držimo njegovih zapovedi. Se pravi, to pomanjkanje, ta vakuum, to praznost pa izkoristi lahko potem zlo, da nas uničuje. To je dober teren za njega, ne? Če se mi temu podajamo. Tako mislim, da ste vi omenili enkrat v predavanjih, da je hudi duh
kot pes na verigi. Če se mu mi ne približamo, nam ne more dosti škodovati, oziroma gremo v njegovo območje, njegov teren. Če pa se mu približamo, pa nas lahko ugrizne in verjetno je ta filozofija tudi na ravni sveta, kar vidimo to, kar ste vi povedal, namreč v javnem življenju ni več teh kreposti. In če pogledamo na primer denar je sveta vladar in tisti nam gospodarijo z denarjem, s kapitalom, tam pač vse, tudi ta korona kriza gre z denarjem zdaj. Se pravi, vsi zdravniki so dodatno plačani, vsi pogrebni zavodi imajo dodatno plačilo, policisti, ki delajo in tako naprej. Mnoge druge dejavnosti bolniške so pa zaustavljene, kot so različne operacije in tako naprej. Ene stvari pa trpijo in vsak dobi denar, tudi testi, na primer za podjetja, so povezani s financami. Če hoče podjetje vzeti teste, zastonj dobi 50 evrov na vsaki test in tako naprej. Torej, tu v ozadju je veliki denar, ki tudi to sedanjo krizo covida, ki je svetovna kriza in tudi onemogoča recimo cerkvene službe in tako naprej. Mnoge stvari so zaustavljene, ni več osnovnih pravic človeških, ne moremo več živeti in je vse to dejansko podprto tudi z velikimi denarji in zadolžitvami držav in potem se to deli in tako naprej. Torej, denar je v ozadju. Da, to vi ugotavljate to stanje, ampak v Mojzesovi knjigi beremo, kaj je Bog rekel Mojzesu, torej v zvezi z 10 zapovedmi. Postavil sem pred teboj življenje in smrt. To se pravi, če boste Izraelci, ki greste iz Egipta, iz suženjstva v Egiptu, izpolnjevali moje zapovedi, Božje zapovedi, ste izbrali življenje. Če pa boste šli v nasprotno smer in ne boste izpolnjevali torej teh zapovedi, potem ste izbrali zase smrt in prekletstvo. In celo poglavje opisano tam, blagoslov in prekletstvo, torej v zvezi s temi zapovedmi. Ne? Torej tukaj vidimo civilizacijo smrti, o kateri je pisal tale veliki papež Janez Pavel II v svoji okrožnici Evangelij življenja 1995. Torej ta civilizacija smrti izvira ravno iz boja proti tem Božjim zapovedim in posebej proti 6. Božji zapovedi, ki se glasi ne ubijaj. In pravi v tej okrožnici, tukaj poteka boj močnih proti slabotnim. Torej ta temeljna vrednota življenja je poteptana s splavom. Piše ta papež v tej okrožnici, da poteka nepretrgano klanje nedolžnih življenj, to se pravi otrok. In da tukaj gre za neki mrk vesti, torej da dobro imenujejo zlo in zlo dobro. In potem govori tudi o tem, o medicini, ki bi morala ščititi človeško življenje in vedno je to medicina delala, sedaj pa tej v civilizaciji smrti sodeluje pri tem umoru nedolžnih otrok po vsem svetu. Seveda, to so tragedije, ki se dogajajo in je žal to število vsa leta enako kot tistih, ki potem se rodijo. Tako da to število je enako ves čas in je ta bi rekel, dogodek je povezan tudi z nevednostjo, se pravi pomanjkanjem informacij, z težkimi situacijami in potem tudi z težkim trpljenjem vseh
ki so kakorkoli bili v to povezani. Tako da so tu, bi rekel, zelo težke situacije. In imamo potem pa še drugo kulturo na nek način smrti, je evtanazija, ki zdaj že se dopušča celo mladoletnim, da če se za to odločijo in da potem starši, kot je na primer na Holandskem in mislim, da torej na Danskem, da starši ne morejo tega več preprečiti. To je potem tudi drugi način. Potem imamo samomorov, ki smo v Sloveniji nekje v samem vrhu te težke situacije. In pa dejansko samo zdravstvo je dostikrat neke vrste biznis in potem se tu gleda bolj na zaslužek, kot na dejansko sama ta farmacija, kot na dejansko dobro do ljudi, kot na primer ta čudna stvar, da bolezen za raka ni bila, zdravilo za raka ni bilo še iz časa, ko smo imeli parne lokomotive, do danes ni bilo najdeno. Vse druge stvari, šli smo na Luno in vse napreduje, zdravilo za raka pa naj ne bi bilo torej odkrito. Tako da tu je vprašanje, mnogi ga postavlja tudi samega zdravstva in pa farmacije. Tukaj bi omenil Janeza Pavla II., ki je rekel, da torej prej so Cerkev obtoževali, češ so govorili o neskončnem napredku, 19. in potem 20. stoletje do prve svetovne vojne. Torej bilo grozno blatenje Cerkve, češ da je nasprotnica neskončnega napredka človeštva. To je bila grozna gonja v 19. deloma na začetku 20. stoletja. Zdaj pa vidimo, da isti, ki so to takrat blatili Cerkev, da je glavna ovira za neskončni napredek človeštva, isti duh zdaj vlada v tej civilizaciji smrti. Oni pospešujejo sedaj civilizacijo smrti. In tukaj vidimo temeljno protislovje. Temeljno protislovje, se pravi ponareditev resnice in zabrisanje meje, razmejitvene meje med dobrim in zlim. Gre za velikansko in globinsko protislovje, torej ki je prešlo na človeštvo. In odkar je na pohodu ta civilizacija smrti, je treba reči, tudi glede na statistike, da je več kot 2 milijardi otrok bilo umorjenih, torej odkar je na pohodu ta civilizacija smrti. Tako da ta vojna močnih proti slabotnim, to je nekaj strahotnega. In Janez Pavel II. Je večkrat rekel, da to je največja grožnja za svetovni mir in tudi za mir v narodih. In jaz bi pa dodal, da zdaj vidimo, da ta vojna proti slabotnim, proti nemočnim, prehaja, torej z biološkim orožjem, prehaja na odrasle. Ja, vsekakor pa moramo vedeti tudi, da to povzroča najmanj 2 milijarde ranjenih ljudi, ki jim je potrebna Jezusova ljubezen in Božje odrešenje. Tako kot ste rekel, da če nismo z Bogom, smo v prekletstvu. In dejansko je tako, da pademo v prekletstvo, ki pa je nekaj konkretnega. Ampak z vrnitvijo k Bogu nazaj, tako kot zdaj na primer Rusija, ki se vrača nazaj, se začne človeštvo spreminjati življenje in zdraviti in reševati na Božji milosti in ljubezni. Tako da je potem upanje v spreobrnenju in pa v Božji dobroti.
Vi omenili ste tudi humane vite kot Ja, poseben. še preden bi šli na humane vite, bi rekel, da jaz vidim še tukaj neko protislovje, ki me čudi. Namreč, da tisti, ki načrtujejo in plačujejo ta biološka orožja, torej to ste vi omenjali denar, da so ogromna sredstva v ozadju, ki so, in ta biološka orožja so izdelana čisto natančno, znanstveno, z določenim namenom. Torej, zdaj se vidi, kakšni so učinki, recimo pri tej bolezni koronavirus. Torej, učinki po vsem svetu, strašni učinki po vsem svetu. Torej, po eni strani imamo to, po drugi strani pa lahko ravno tisti, ki to načrtujejo in financirajo, potem tudi zdravijo vse to. Torej, se pokažejo kot rešitelji človeštva. Torej, tukaj vidite, je v ozadju neko globoko in temeljno protislovje, ker ravno tisti, ki vodijo vse to, se lahko pokažejo kot rešitelji človeštva in nastopajo kot rešitelji človeštva. No, to je zdaj že malo, ja, to je že malo neke teorije, ne, ki jo nekateri zagovarjajo, kar ste vi povedal. Dejansko pa je to, da, kar je javno tudi bilo povedano, da je Bill Gates veliki zagovornik rešitve problema, rešitve problema, se pravi prenaseljenosti Zemlje oziroma vprašanja prevelikega števila človeštva. Ne, to je on ves čas v svojih predavanjih govoril in razlagal. Tako da to je dejstvo, da je on o tem bil zelo zaskrbljen, ker je veliko teh predavanj njegovih in tistih njegovih somišljenikov, da je dejansko človeštvo s tem, da če se bo preveč razmnožilo, da bo s tem pokopalo samo sebe. Torej, to ne poznam jaz tega človeka, ampak to sem hotel opozoriti samo na to protislovje, ki je dejansko, se mi zdi, na pohodu, ne. Zdaj pa odločati o življenju ne more ta človek, ne nobeden drugi, ker življenje je božji dar. Nismo mi ljudje, ki smo se ustvarili sami sebe, ampak Bog nas je ustvaril in njemu bomo dali odgovor. In on ima pravico o življenju in smrti, nobeden drug, nobeden smrtnik si tega ne more lastiti ali pa načrtovati, koliko bo ljudi na tem planetu, ne. Torej, tukaj ta civilizacija smrti si lasti pravice, ki jih nima, ne. Ja, ampak to je ta prevelika populacija na Zemlji, je načrt tudi na nek način Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in vseh teh velikih igralcev, tudi določenih elit v svetu, ki zagovarjajo to, da bo potrebno, se pravi, na takšen ali drugačen način, verjetno na humani način, poskrbeti, da ne bo da ne bo preveč ljudi na svetu. Znane so kar neke izjave teh, ki se za to zanimajo. Nekdo je celo rekel, da bi en visoki član kraljeve neke družine je rekel, da če bi se on lahko reinkarniral, bi bil rad en virus, ki bi zmanjšal populacijo. Torej, ena taka smešna izjava ljudi, ki imajo en določen vpliv na tem svetu. Da, preidimo k tej okrožnici Pavla VI. Humane vite, ki je izšla leta 1968. V tej okrožnici papež uči, da krščanski zakoni, da njihova spolna dejanja morajo biti odprta za ljubezen in za življenje. Torej pravi, ker takrat se je začela širiti neka pilula, da kontracepcija ni dovoljena. Dovoljeno je naravno urejanje rojstev, ne pa kontracepcija.
tisti zakonci, krščanski zakonci, ki uporabljajo kontracepcijo, ne morejo pristopiti k svetemu obhajilu, ampak se morajo preizpovedati. To se pravi, da gre tukaj za smrtni greh. Torej potrebna je spoved, potem šele lahko pravi pristopijo k svetemu obhajilu. Torej ta okrožnica, ki je šla leta 1968, je prebudila, torej ne samo v svetu, ampak tudi v cerkvi veliko oporekanje. Ja, seveda je to težko vprašanje, kajti prvič niti cerkev v tem času ali pa zadnjih 20 let po koncilu tega ni poudarjala, sploh pa ne na takšen način, kot ste vi povedal. In me zanima, ali je to še vedno stališče cerkve, kajti najverjetneje, ne, glede na sedanjo situacijo, ko vsa zahodna civilizacija in tudi Evrope nazaduje, se pravi številčno Slovenci na primer nazadujemo, ali pa tudi vsi drugi narodi v Evropi, število je vedno manjše, je tu sama praksa verjetno vprašljiva, te cerkvene zapovedi, ki pa še velja, oziroma to ni zapoved, to je rekel mnenje, ne? Na kakšni stopnji je ta okrožnica in pa to stališče cerkve, če je še aktualno danes. Torej tukaj moramo vedeti to, da to ni mnenje, ampak kot si je sam Janez Pavel II. V tej okrožnici je ponovno predložil nedotakljivi biblični in evangeljski nauk. Nedotakljivi biblični in evangeljski nauk. Ampak težava je v tem, da mnoge škofovske konference v Evropi in po svetu so rekle tole. Dobro, papež je tako odločil v Rimu, ampak vsak vernik naj se odloči po svoji vesti. In s tem so te škofovske konference sprejele načelo, protestantsko načelo, svobodne razlage. Torej svobodne razlage in s tem pade vrhovna in univerzalna, je padla vrhovna in univerzalna avtoriteta, božja avtoriteta papeža kot Pavla VI. Kot vrhovnega učitelja cerkve in potem drugič je padla tudi univerzalna moralna postava, ker ta moralna norma, ki to določa, ki jo je Bog zapisal v telo moža in žene, ta moralna norma je povezana s šesto božjo zapovedjo, ne nečistuj. Zato, če pade ta moralna norma, pade tudi dekalog. Torej pade dekalog, torej 10 božjih zapovedi, ker je dovoljen en smrtni greh. In kot je Janez Pavel II. Rekel, če je dovoljen en smrtni greh, torej pade moralna postava, univerzalna moralna postava, se s tem izprazni tudi Kristusov križ. Torej zato te škofovske konference, ki niso sprejele torej tega nauka, ki je nezmoten, ker pravi, da je biblični in evangeljski nauk, te škofovske konference so nasedle skušnjavi, torej meta skušnjavi napuha in so odprle, torej v tej ladji cerkve so odprle na dnu neko luknjo in od tedaj se cerkev potaplja. Torej se potaplja, ker to je bila zelo huda stvar. Torej, da mnoge škofovske konference niso sprejele torej tega nauka, te okrožnice. Torej in posledice so, kakor vidimo, ne samo, torej vi ste omenjali demografske posledice, torej da narodi umirajo, so še druge posledice. Torej lahko rečemo, da je v zahodni civilizaciji, katere predstavnica je tudi cerkev in ima velik vpliv na življenje Zahoda, je sokriva v tem
slabljenju, bi rekel, zahodne civilizacije in pa omogoča večji vpliv zla, da lahko ruši, tako kot ste rekel, najbolj šibke, tudi tiste, ki šibki, tudi tisti, ki nimajo prave vzgoje, pravega spoznanja in tako naprej, in ruši našo eksistenco, blagoslov ali prekletstvo. Ampak cerkev, kot omenjate, je celo preko škofovskih konferenc tukaj sokriva. Torej, ni cerkev sokriva, ampak so krive te škofovske konference, ki niso sprejele torej tega nauka okrožnice, so vpeljale protestantsko načelo svobodne razlage in to vodi v razsulo cerkve. Torej, ker to načelo svobodne razlage se je potem razširilo tudi na druga področja. In potem posledice so strašne, ki jih je navedel Janez Pavel II. V govoru skupini škofov iz Združenih držav Amerike leta 1998 je bila ta skupina škofov na obisku ad limina v Rimu. Torej, in Janez Pavel II. Je v tem govoru navedel 11 posledic nesprejetja nauka okrožnice Humane Vitae. Ja, ena izmed posledic je tudi to, da se nam ruši sama eksistenca. Namreč, če ni dovolj delavcev domačih, potem tudi socialni sistem ne deluje, ker ni nekoga, ki od zadaj dela, da lahko sociala deluje, in če ni sociale, tako kot vidimo zdaj, se število starejših ljudi samo veča, ni nikogar, ki bi lahko omogočal upokojencem življenja. In pa potem druge sociale, torej to izvira iz števila tistih, ki so aktivni in delajo. Tako imamo zdaj problem na vsej zahodnem svetu in vsej Evropi, ker očitno je, da v vsej Evropi te škofovske konference niso trdno stale na tej poziciji, ki bi nam to omogočala, da se soočajo z zlomom socialnega sistema, ki bo kmalu se zrušil. Zato pravijo Nemčiji, da potrebujejo 200 000 vsako leto minimalno novih delavcev na trgu, in zato so tudi spodbujali te migracije v upanju, da bodo lahko dobili delavce za svoj trg, da bo lahko država delovala naprej. Torej, tukaj ste vi omenili eno stvar, ampak jaz bi naštel teh 11 posledic nesprejetja te okrožnice o posredovanju človeškega življenja, in sicer postopna oslabitev moralne discipline v zakonu, potem trivialnost ali banalizacija spolnosti, tretjič, pomanjšanje žene, četrtič, zakonska nezvestoba, razpad družine, torej razporoka, potem petič, državni programi, demografska kontrola na temelju kontracepcije in sterilizacije, potem šestič, uzakonjenje splava, sedmič, uzakonjene evtanazije, potem naprej genetska manipulacija, potem poizkusi zarodki, potem umetno oplojevanje in zadnja 11. posledica je neomejeno gospodstvo nad telesom. Neomejeno gospodstvo nad telesom. Ne? Torej, vidite, posledice so strašne, 11 posledic, ne? Razpad družine, razpad družbe. Ne? Korenine vsega so v tem, če se mi držimo Boga in držimo njegovega nauka, ampak kot ugotavljava, da ni bilo pravega posluha, normalno ne samo v svetu, ampak tudi v škofovskih konferencah, predvsem zahodnega sveta, in lahko rečemo, da praktično nobena škofovska konferenca ni primerno to okrožnico vključila v svoj nauk, in oziroma posebej pa še zdaj v tej zgodovini v zadnjih 50-60 let, in tu so nujne posledice.
Da, leta 1980 je Janez Pavel II. Obiskal Francijo in je govoril tem škofom v Franciji, tej škofovski konferenci, ki tudi ni sprejela te okrožnice, kakor tudi ne nemška, avstrijska, belgijska, holandska, torej še nekatere druge niso sprejele te okrožnice. Torej tem škofom v Franciji je Janez Pavel II. Povedal, da na delu je takšna skušnjava napuha, kakršne še ni bilo v zgodovini. Ta skušnjava napuha je večja, kakor tedaj, ko sta padla Adam in Eva. Ta skušnjava napuha je večja, kot tedaj, ko je izvoljeno ljudstvo zavrglo Kristusa in ga križano. Torej, ta skušnjava napuha, da bi človek stopil na mesto Boga, je tako močna, pravi, kakor še ni bila v zgodovini, zato jo imenuje meta skušnjava. To se pravi skušnjava, ki gre onstran vseh skušnjav napuha, kar jih je bilo v zgodovini. Torej, zato tukaj ta govor Janeza Pavla II., ki velja zlasti članom klera, bi moral zbuditi strah v nas, članih klera. Vi ste bil profesor na teološki fakulteti in verjetno vam je tudi znano glede okrožnice Humane Vitae naših slovenskih moralnih teologov, od gospoda Steinerja naprej, ki je tudi bilo bolj v tem stališču škofovskih konferenc. In potem se pravi, se na takšen način tudi poučuje verni narod, še bolj in tisočkrat bolj zgubljen pa je pa ljudstvo, ki ni verno, ki nima nobene stike z Bogom in tudi nove generacije. Tako da ni tu lahke rešitve in nedvomno bi, tako kot ste rekel, morali poslušati papeža. Torej tukaj ta profesor Steiner, jaz sem ga poznal, saj sem bil skupaj z njim. On je bil učenec tega Heringa, torej veliki moralist Hering v Rimu, ki je bil profesor za moralko, in ta je bil zagrizen nasprotnik te okrožnice Humane Vitae, in ko je šla, je on šel v Združene države Amerike in vse povsod po Združenih državah Amerike govoril proti tej okrožnici, tako da kasneje sem bral podatek, da v Združenih državah samo 4% katoličanov sprejema to okrožnico. Poglejte, kakšno porazno stanje. Ampak tukaj imajo svojo vlogo, so imeli vlogo tudi ti profesori moralke. In jaz se spomnim v Rimu, ko sem bil takrat, tudi naš profesor moralke je bil in je javno govoril proti tej okrožnici. Torej tukaj imamo to nepričakovano kontestacijo ali torej oporekanje papežu, ki se je potem stopnjevalo, ker ta Pavel VI. Je grozno trpel zaradi te zavrnitve te okrožnice in po tej okrožnici sploh ni izdal več nobene okrožnice. Samo spodbude. In jaz, ki sem živel v tistih letih v Rimu, torej papež je toliko trpel, da ko se je pojavil na oknu, se vidi tudi na slikah, če vidite iz tiste dobe, je bil kakor živ mrlič, ker on je videl naprej preroško, da to vodi v prepad, ker tukaj gre za prelom z evangelijem, z naukom evangelija, ni majhna stvar. Če še ostajava pri tej okrožnici, verjamem, da 99,99% katoličanov je sploh ne pozna katoličanov. Se pravi, na 1000 niti eden ni slišal za njo, po moje. In še manj pa, da bi jo prakticirali. Se pravi, je stanje še veliko hujše, kot je bilo takrat, kot ste vi omenil, in je
Se pravi, ta okrožnica se niti ne predava, sicer mislim, da je bila je pa sad drugega Vatikanskega koncila, ne, to moramo povedati, in odločitve Vatikanskega koncila, pa tudi je pred kratkim bila prevedena v slovenščino, no, mislim, pred enimi 5 leti, ali kaj, ponatis je bil, ali kakorkoli. Drugače se pa je to zelo zelo boleče področje, v katerega pač škofje in navsezadnje tudi kler ne upa vstopiti. Torej ta okrožnica je bila prevedena takoj tisto leto ali drugo leto, ko je šla, to se pravi leta 1968, 1969 je bila prevedena v slovenščino in škof Janez Jenko je zelo zagovarjal, torej tudi v svojih pridigah po koprski škofiji, torej širil ta nauk te okrožnice. Torej ne vem, koliko je bilo v drugih škofijah, ampak bila je prevedena. Posledice pa so, tukaj bi omenjal svetega Avguština, ki razlaga evangelij, torej v Jezusovo evangeliju v poslednjih časih, da sonce bo temnelo in ne bo dajalo več svetlobe, da zvezde bodo padale z neba. Tukaj bi aktualiziral ta nauk svetega Avguština, namreč, to se vidi v Nemčiji, jaz sem hodil veliko po Nemčiji, torej, ko je ta nemška škofovska konferenca zavrnila nauk te okrožnice, torej in potem vsak je delal, kar je hotel, potem so oni dovolili en smrtni greh, je padel čud za smrtni greh. In posledica je bila, torej, da je potem začela izginjati spoved. Ampak vsi, ki so bili pri sveti maši, so hodili k svetemu obhajilu. To se pravi, tudi če 20-30 let niso bili pri spovedi, in to se dogaja še sedaj. V Nemčiji, jaz sem hodil tam okrog leta 2000, po Nemčiji in sem imel binkošne dvorane, ampak sem to videl. Torej, ljudje, ki 20-30 let niso bili pri spovedi, so pa pri sveti maši vsi pristopili k svetemu obhajilu. Torej, tukaj imamo plaz bogoskrunskih obhajil, ne samo v Nemčiji, ampak tudi v drugih deželah. Torej, ta plaz bogoskrunskih obhajil napada Evharistijo, srce cerkve, in ker je sveta Evharistija, kot je rekel Pavel VI, sonce cerkve, zato tukaj imamo sončni mrk. Sončni mrk so ta bogoskrunska obhajila. Ta bogoskrunska obhajila, zaradi katerih je cerkev tako slabotna. Torej, nima moči, da bi se postavila proti velikim zablodam in vsemu temu, kar se širimo, kar mi tukaj govorimo. To je zaradi bogoskrunskih obhajil, ker zadevajo srce cerkve, to je mrk sonca, ki napreduje, torej, in to je grozljivo, ker zaradi tega potem tudi zvezde padajo z neba. Ker ta zmaj, kot je rečeno v Apokalipsi, 12. poglavje, skuša svojim repom skladiti neba. In poglejte, kakšen napad, ki ga nihče ni pričakoval, kakor je rekel tudi Pavel VI, nihče ni pričakoval takega oporekanja in upora po drugem Vatikanskem koncilu, ker to je ravno nasprotna smer drugemu Vatikanskemu koncilu, ker on je s to okrožnico, kako tudi piše v tej okrožnici, potrdil nauk drugega Vatikanskega koncila, ki ga razlaga v tej konstituciji o cerkvi v sedanjem svetu. Ampak glavno je to, da gre proti glavni smeri drugega Vatikanskega koncila, ki je bila smer novih binkošti, kakor je hotel Janez 23, ena duša, eno srce, da moramo to obnoviti, ta čudež binkošti, ena duša, eno srce. In kako so bili apostoli v čudežu binkošti, vsi povezani s Petrom in so oznanjali isti nauk in se je začela prva evangelizacija. Tako bi sedaj, ko je drugi Vatikanski koncil temelj druge evangelizacije, škofi morali biti povezani, torej s Pavlom VI,
oznanjati isti nauk, pa poglejte, kaj se je zgodilo. Ravno nasprotna smer. Vi ste omenili svete spovedi. Če pogledamo samo v Sloveniji, recimo je nedeljnikov zaradi tistih ljudi, ki hodijo k sveti maši v nedeljah, dokaj redno, je zaradi vasi nekoliko večje, in sicer zaradi podeželja, torej lahko rečemo nekje okrog, ne vem, 9% recimo, povprečju cela Slovenija. V mestih je menda pod 2% ljudi hodi k nedeljski sveti maši, in to so neke vrste naši verniki, lahko rečemo, tisti, ki redno pač tudi imajo prakso, svojo versko prakso. To je pravzaprav na nek način, koliko je vernih. In od teh pa vemo, da še je veliko manj hodi k sveti spovedi. Tudi spovedi ni več. Od teh par procentov, ki jih imamo v mestih, je, ne vem, 1% ljudi hodi, pa še to ne, k sveti maši. Tisti pa še spovedi ne hodijo. Pravi, lahko rečemo, da je cerkev zdaj prišla na na tako točko, kjer izgubila je ljudi, nima več ljudi. In tudi tisti verni, ki so v glavnem zdaj starejši, moramo povedati resnico. Cerkev nima mladih ljudi, nima srednjih ljudi, razen seveda izjem, nima družin, ima v glavnem starejše, pa seveda tudi ranjene, tiste, ki iščejo smisel, tiste, ki so bili, ko jim vse propade v vodo in iščejo potem resnico, ne. Tako da smo v eni taki situaciji, kjer cerkev nima moči, ima pa moč mediji, kot ste rekel, svojo resnico, svojim učenjem, in potem javno mnenje, tako imenovani neki znanstveniki, ali kakorkoli, vse to, kar je v ozadju, to pa ima moč, ne. In tako se približujemo tej točki Antikrista, ko verni vedno upadajo, ta božja moč preko vernih se slabi, in se valimo vedno bolj in bolj proti neki točki totalne zasužnjenosti in obvladovanja Antikrista nad človeštvom in tudi nad vsakim človekom. Da, to je bilo usodno, da so te škofovske konference dopustile en smrtni greh, ker potem se je odprla ta špranja in cerkev se je začela potapljati. Je znamenit govor Pavla VI., ki ga je imel 29. junija 1972, da skozi neko špranjo je Satanov dim vdrl v cerkev. Torej, lahko ta špranja je bil prav ta dopustitev enega smrtnega greha. In potem pade čut za greh in potem pade spoved. Če greste v Nemčijo, Francijo, Holandijo, torej in nekatere druge dežele, tudi Španija, potem Severna Amerika je isto stanje. Torej, poglejte, kam je to pripeljalo. Torej, cerkev ne more, ker cerkev je katoliška, to se pravi celota, je treba vedno vse resnice braniti in zagovarjati. Kakor je rekel tudi sveti Janez Krizostom, če duhovniki, ki morajo braniti cerkev ali mesto, če dopustimo sovražniku, da prodre na enem mestu skozi mestno obzidje, torej da zruši na enem mestu, torej prodre skozi obzidje, napravi vrzel, potem mesto pade. Torej zato cerkev ne more dopustiti enega smrtnega greha, ker če to dopusti, potem vidite razsulo, kakšno je nastalo, ne. Torej, govorimo o okrožnici, ne, Humane Vitae, ki se je predvsem posvečevala uporabi protispočetnih sredstev. Ja, ki so se potem razmahnila, saj vemo, da so izboljšali potem še metode in našli nove pilule in tako naprej. Ampak tukaj gre za pohod civilizacije smrti, ki se bojuje proti življenju, se bojuje in cerkev bi morala biti branik
življenja in zlasti torej od prvega trenutka naprej, kakor je to poudarjal Janez Pavel II, od prvega trenutka, od spočetja, ko je že človek pa do smrti, Cerkev bi morala braniti in to je delal ves čas svojega pontifikata Janez Pavel II, ki je skušal zaustaviti ta razpad, torej proces, torej ta pohod civilizacije smrti in tudi ta velika okrožnica Evangelij življenja obravnava to temo. Torej, ampak se mi zdi, da to je bilo premalo sprejeto, premalo je prišlo v življenje Cerkve, ker kot pravi ta Janez Pavel II s to okrožnico Humane Vitae se je Pavel VI uprl hedonizmu, to se pravi uživaštvu, da bi krščanski zakon spremenili v neko uživaško ustanovo, kar pa ni v Božjem načrtu, ne? Ker Bog je postavil zakon, spada ne samo kot zakrament, spada že k zakramentu stvarjenja, torej množite se in napolnite zemljo, torej zakon je najprej za prenašanje življenja iz roda v rod. Brez družine ni več potomcev, ne? Torej zato to vprašanje, ki ga je rešil, torej 3 leta je študiral in molil tale Janez Pavel II, oziroma Pavel VI, torej tukaj je bilo res zelo pomembna rešitev, ker s tem smo tukaj na robu civilizacije ali ne civilizacije, ne? Ali proti civilizacije, ali zmaga civilizacija življenja, ali civilizacija smrti. Torej, spoštovani gospod profesor, kaj pa je potem rešitev? Kajti Jezus nam vedno nudi rešitev. Če bomo gledali samo negativno temo, s tem na nek način poveličujemo zlo in prihajamo z rešitvijo. Torej, kaj je Jezusov načrt za rešitev? Torej, rešitev je tale, da bolezni je treba poznati in postaviti diagnozo. Brez diagnoze ni mogoče zdraviti bolezni. Torej, tukaj sva govorila o tej bolezni, torej, ki je vstopila tudi v Cerkev z zavrnitvijo te okrožnice o posredovanju človeškega življenja in rešitev je tale, ki jo podaja Janez Pavel II v tej okrožnici Evangelij življenja številka 50. Torej, da na Kristusovem križu se je izvršil odločilni boj med civilizacijo življenja, civilizacijo ljubezni in civilizacijo smrti, ki je civilizacija egoizma, sebičnosti. In zato rešitev je vrnitev Kristusovemu križu, torej odpoved sebičnosti, odpoved uživaštvu. In ta boj, saj tudi ko je bil Janez Pavel II v Sloveniji, kako se spomnite, je govoril tudi o tem, da tudi v Sloveniji poteka ta dvoboj med civilizacijo življenja in civilizacijo smrti, zato tudi za nas v Slovenijo in Cerkev v Sloveniji je rešitev vrnitev Kristusovemu križu, sprejeti križ, kakor je Jezus rekel, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi, vzame vsak dan svoj križ in hodi za menoj. V Kristusovem križu je zmaga, brez Kristusovega križa pa je poraz. Torej, to je zdravilo, vrnitev Kristusu in sprejetje njegovega križa. Po drugi strani pa bi se rad tudi spomnil besede Jezusa Kristusa, ki pravi: pridite k meni vsi, ki ste obteženi, in jaz vas bom poživil. In Jezus tudi pravi: prišel sem iskat in rešiti, kar je izgubljeno. Tako da v tem težkem času za Cerkev in za svet in s tem, ko pripravljamo teren za prihod Antikrista in za totalno zasužnjenje vsakega človeka in človeštva, je rešitev vrnitev Kristusu. Gospod profesor, hvala lepa vam za vaše posredovanje in moramo se videti še v naslednji oddaji Antikrist in današnji čas številka 4.
Da, hvala tudi vam in vsem gledalcem in poslušalcem. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj, amen. Dragi Božji ljudje, hvala vam za vašo prisotnost in naše upanje je v Jezusu Kristusu, očlovečeni Božji besedi, ki je prišla na svet za rešitev vas in vseh nas. Tako je in lep pozdrav.